se ne zanašajo na religijo, zemeljski, velikažno, ampak prisluhnejo ljubezni Božjega srca. Tako nas Jezus vsak prvi put še posebej vabi, da stopimo v njegovo službo, v šolo, da nas njegova ljubezen razsvetljuje in poučuje. Tudi pravkar smo poslušali evangeljski odlomek, ker nas Jezus vabi, pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi. Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. Kaj nas Jezus uči? Uči dobrote. Dobrota je nekaj Božjega. Samo Bog je dober. In koliko je v človeku dobrota, toliko je v njem Božjega. Učite se od mene te dobrote. Ta dobrota se pa posebej pokaže predvsem v odnosu do naših bližnjih. Tukaj imamo vsi vedno težave, tako v družinah, med sosedi, pa vidimo tudi na svetovni ravni, tudi mednarodni, med strankami, koliko ribarija in odribarija. Jezus pa uči, učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. Naučite se tistega pogleda, s katerim vas jaz gledam. Kako nas Jezus gleda? Z ljubeznijo, že iz evangeljskih dogodkov, ko so zapisani, ta njegov pogled, tako razviden, da še tako zamožena osebnost, če se je srečala s tem pogledom, je začutila, to je pogled ljubezni. In Jezus nas vidi z ljubeznijo gleda. Zato vsakega posebej vidi vse tisto, kar je ranjeno, kar je prizadeto, različne podedovana nagnjena, pridobljene rane, ki kar naprej povzročajo nelagodje in se kažejo tudi v zunanjem obnašanju. Ko pa jaz takega človeka vidim, pa je lahko to moj družinski član ali sosed ali kakorkoli, pa vidim samo to zunanjo reakcijo teh ran in sodim, viš, kakšen je. Jezus ne obsoja, ampak z ljubeznijo skuša pomagati. September začenjamo novo šolsko leto, tudi novo učno leto, tudi za nas. Zato se radi zbirajmo pri Jezusovi šoli in prisluhnimo, kaj nas uči on, ki je krotak in iz srca ponižen, da bo ta krotkost tudi v našem ravnanju in mišljenju in prizadevanju, ki zna razumeti, zna odpustiti, zna pomagati, nikdar pa obsojati. Tudi se zaupanjem sedaj vrnimo, prvi petek v mesecu je. Zbrani smo v svetišču Matere Marije, spominjamo se Jezusove daritve na križu, zaupanjem ga prosimo. Naj cerkev z ljubeznijo sprejema vse, ki se znova vračajo v njeno naročje. Naj kristijani na svojih delovnih mestih odkrito ravnamo po načelih vere. Naj nam sveto Evharistija daje moči in veselja za nesebično služenje bližnjim. Naj žrtve nasilja in krivic v premišljevanju svojega trpljenja najdejo tolažbo. Naj tvoj usmileni pogled potolaži in opogumi vse, ki v tem trenutku umirajo. In še posebnemu namenu prosimo Gospoda. Prosimo tudi za mir v svetu,
Gospod Bog, ti si knez miru. Prosimo te za mir povsod tam, ker divjajo vojni spopadi. Vse prebivalce teh dežel na obvalu in novega nasilja in slehernih vojnih grozot. Križani Gospod, zahvaljujemo se ti za tvojo ljubezen in bližino. Naj se zavedamo, kako smo v tvojih očeh dragoceni. To prosimo tebe, ki živiš in nas ljubiš vekoma.